Če bi si vlada Republike Slovenije, gospoda Pahorja, vzela vsaj toliko časa, da bi sprejela tole na eni redni seji, kar bi si zagotovo zaslužilo, potem ne bi poslal v državni zbor nekega papirja, ki je poln pravnih nelogičnosti, tudi napak in nekaterih delih izrazito kontradiktoren. Ogromno se tudi manipulira s vprašanjem otrok, to da za otroke, ki seveda v nobenem primeru ne morajo biti odgovorni v tej zadevi. Odgovarjajo pa njihovi starši. Kot primer, v katerem se ogromno govori, je zdaj primer gospoda Rožleta. Ampak obenem pa tisti, ki najbolj to problematizirajo, so spregledali, da so njegovi starši ga prijavili v matično knjigo v Makedoniji. Tisto, kar zelo bode v oči, je tudi vprašanje teh dvojnih meril. V tem primeru gospa Kresalova v zaključku dobesedno govori, da gre za dve različni pojmovanji vloge pravne države. Morda, vendar to velja za vladajočo koalicijo. Kajti mi ves čas opozarjamo, da je mogoče in da ima tudi polno pravico državni zbor kot ustavodajalec stvari urediti drugače ali nadgraditi tisto, kar je odločilo ustavno sodišče, kajti sam ustavodajalec postavlja ustavno normo, tako kot je svojo odločbo postavilo ustavno sodišče. In ko gospa Kresalova slepo zagovarja, da je potrebno spoštovati dobesedno vse, kar tam piše, in če citiram njenega državnega sekretarja, da se bodo tega držali kot pijanec plota, to je bila izjava gospoda Klemenčiča na eni tiskovnih konferenc, seveda pri tem zamolči, kaj je ista stranka že storila precedenčno pred samo nekaj leti v tej isti državi Sloveniji in govorila takrat popolnoma drugače. Lahko pogledate citate teh ljudi. Ko so skupaj z SD-jem in še nekaterimi spremenili ustavo, ne samo zato, da so negirali odločbo ustavnega sodišča, ki takrat ni bila nič sveta, ki takrat niso nič rekli, da je nad njo samo še modro nebo, ampak so celo negirali odločitev edinega nosilca oblasti v demokraciji, to pa je ljudstvo, ker so izničili referendumsko odločitev za večinski volilni sistem, s tem, ko so v ustavo z ustavnim zakonom zapisali proporcionalni volilni sistem. Takrat so veljala ena merila, danes o isti stvari govorijo popolnoma drugače.